skupščine Slovenske ljudske stranke, na kateri se obravnavajo aktualne politične razmere, pa tudi tekoče aktualne postopke znotraj parlamenta. Uvodno besedo za to zelo predajam najprej vodji poslanske skupine SLS, gospodu Mihajlu Prevcu. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Ja, v preteklem tednu smo se vodje poslanskih skupin na kolegiji nekako določili delo pač v tem času, ko je Državni zbor že razpuščen. Dogovor je bil, da naredimo nabor vseh tistih zakonov, ki so pripravljeni tako daleč, da lahko pridejo do realizacije in pa ne nazadnje tistih zakonov, ki so seveda nujni, da jih v tem sestavu Državnega zbora še pripeljamo do konca, do zadnje obravnave. Dogovorili smo se, da to zakonodajo ne bomo sprejemali na redni seji, pač pa, da bomo to naredili na izredni seji. In nemalo smo bili razočarani v Slovenski ljudski stranki, ko je predsednik Državnega zbora gospod Veber sklical to izredno sejo in na tej izredni seji ni bil dvojček tistih naših zakonov, ki smo jih mi predlagali, in sicer gre za zakon o dohodnini in pa za zakon od dohodka, oziroma davek od dohodka pravnih oseb. Pravzaprav gre preprosto za to, da smo mi v teh dveh zakonih nekako določili pavšalno odločitev in je to še kako pomembno za pomoč gospodarstvu in pa nenazadnje za izboljšanje poslovnega okolja na področju gospodarstva in nenazadnje v prvi obravnavi ta dva zakona bila deležna velike podpore in sicer kar 57 poslancev je glasovalo za ta dva zakona, da sta primerna za nadaljnjo obravnavo in tudi imam podatek 15 proti, tako da smo bili res razočarani, da tudi ta dva zakona nista bila uvrščena na to izredno sejo in mislim, da je to, izredno nedemokratično obnašanje predsednika Državnega zbora. Tako da mi smo seveda zdaj prisiljeni v nadaljevanju, da bomo šli pač zbirati podpise, da bomo na osnovi 23 podpisov, ki so pač potrebni za sklic izredne seje Državnega zbora. Mi smo prošnjo za podpise naslovili na vse poslanske skupine in danes do enih pač pričakujemo odgovor. Mi seveda upamo, da glede na to, da so te poslanske skupine, da je večina poslancev, tako kot sem prej povedal, podprlo ta dva zakona, da bomo nenazadnje te dva podpisa tudi, oziroma te potrebne podpise tudi dobili, tako da bo seveda nadaljevanju, da bomo to izredno sejo lahko sklicali. Škoda pa je, da seveda teh zakonov ne bomo obravnavali v sklopu izredne seje, ki se začenja jutri. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam predsedniku Slovenske ljudske stranke, tudi na to temo je še malo širše aktualno politično dvoje. Lep pozdrav. 2 tedna dobre od takrat, ko smo v Sloveniji zaključili volilni krog okoli evropskih volitev, na katerem smo dosegli odličen rezultat in že smo praktično teden pred tem, ko bo potrebno vložiti liste za nove volitve, za volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Zdaj na tem političnem področju je seveda zelo aktualno, da stranke sestavljamo liste v tem času, zaključujemo svoje programe in pričenjamo to volilno kampanjo. Za Slovensko ljudsko stranko trdim, da se kampanje in pa celotnega postopka dotevamo
zelo odgovorno. Tako na eni strani je pripravljen ambiciozen program, ki bo temeljil predvsem na tem, da bo poiskal odgovore na probleme, ki so danes v Sloveniji evidentirani in na katere se v Sloveniji vse od začetka svetovne te ekonomsko-gospodarsko-finančne krize ne odgovarja z pravimi odgovori. Tako da to je en del, ki bo nocoj na volilnem štabu program dokončno potrjujemo. Prav tako pa tudi in ga bomo v naslednjih dneh predstavili. Na drugi strani pa prav tako je v zaključni fazi lista za teh 88 okrajev. Za razliko od nekaterih strank, ki za vsake volitve posebej ali pa večkrat poskušajo z različnimi novimi obrazi, z volilno kombinatoriko, ki pred volivce postavlja veliko vprašanj, smo se v Slovenski ljudski stranki v skladu z našo tradicijo kot prvo politično stranko v Sloveniji pripravili kandidatno listo ljudi, med katerimi je velika večina teh ljudi zelo dobro poznanih ljudi, ki so v preteklosti na različnih področjih že naredili veliko dobrega za Slovenijo, za Slovenke in Slovence, za okolje, v katerem delujejo. Govorimo o prepoznanih slovenskih županih, govorimo o ljudeh, ki so tudi v poslovnem področju pomembni podjetniki, tudi na drugi strani ljudje iz drugih sfer družbenega življenja. Se pravi, mi ne želimo volitve, kjer bodo na volivci imeli pred sabo ljudi, ki imajo bodisi na svojih obrazih maske, ampak želimo imeti ljudi, ki so v preteklosti že za svojim delom dokazali, da so zaupanja vredni in so porok za to, da po volitvah ni različnih neznank oziroma najrazličnejših presenečenj, pa tudi ugotavljanje, kdo v bistvu za katerim od kandidatov stoji. Za našimi kandidati bo stalo predvsem njihovo delo in pa pripadnost Slovenski ljudski stranki in pa tudi Sloveniji kot celoti. V naslednjem tednu uskladimo tudi vsa ta programska izhodišča, ki so ključna z kolegi iz Nove Slovenije, s katerimi smo dogovorjeni, da ob tem, da boste obe stranki imela vsako svojo popolno listo, uskladita programska izhodišča, ki so v bistvu osnova za programsko razvojno koalicijo, v kateri želimo kot alternativa na slovenskem političnem prostoru tudi odgovarjati na vprašanja tega časa. Tako da zagotovo s kolegi iz Nove Slovenije, ki imamo tako vrednostni kot tudi programski okvir dokaj izenačen, želimo v tem skupnem nastopu tudi na teh volitvah da biti garant za razvoj Republike Slovenije. V zadnjih dneh je bilo celo vrsta tudi polemik, vprašanj okoli priporočil sveta, ki so bila poslana v slovenski prostor. Za nas to, kar nas poroča Evropska komisija, absolutno ni nobeno presenečenje, ampak gre za to, da enostavno v okviru Evropske komisije v svetu ugotavljajo to, kar ugotavlja tudi odgovorna politika v Sloveniji, da je treba na številnih področjih enostavno sprejeti ukrepe, s katerimi bomo spostavili slovensko okolje konkurenčnejše, okolje, v katerem bo več dela, v katerem bo tudi enostavnejše poslovno okolje, ki bo postalo atraktivno tako za naše mlade, kakor tudi za tiste, katere vabimo v naš poslovni prostor, da tudi s tujimi investicijami naredijo edino možno pot, ki je pot izhoda iz te krize, to je pot več dela in več ustvarjenega in na tej osnovi tudi temelji naš ta program. Tako da z veseljem pričakujemo to volilno kampanjo, ki bo očitno vroča v vročem poletju in nastrpno se tudi pričakujemo, da nekateri, ki se na novo pojavljajo v tem prostoru, pokažejo svoj program, pokažejo tudi v bistvu ljudi, s katerimi bomo prepričali ljudi. Hkrati pa delimo veliko razočaranje s tem, kar je že kolega Prevc dejal, da tisti, ki bo zagotovo v naslednjih dneh
polne uste besed, kako je potrebno z spodbujanjem drobnega gospodarstva, vzpostavljanjem boljših pogojev, kar na nek način za zadržkom ali pa celo za figo v žepu stojijo pri takšnih predlogih, kot sta bila ta dva zakona, ki sta omenjena, ki sta v državnem zboru že enkrat imela skoraj vsak zase, skoraj dvotretjinsko podporo. Pričakujem od kolegov, da tudi v tem mesecu juniju, pa še največ en del julija, ko bo ta državni zbor v takšni obliki sodeloval, poiščemo tiste ukrepe, s katerimi bomo po koncu volitev na nek način vsi skupaj bolj z optimizmom zrli v lepši jutri in ukrepi za spodbujanje drobnega gospodarstva so zagotovo eni od ključnih v tem delu. Tako da tudi od vseh tistih, ki zdaj formirajo različne bloke, tudi vabijo na različne pogovore, želimo predvsem odgovorno odnos tudi v tem času, ko imamo še v tem sestavu parlamenta možnost, da vsaj nekatere ukrepe, s katerimi smo zamudili v preteklosti, ta manjko na učinkovitem poslovnem okolju v enem delu se odpravimo.